Ja, zdravstveni dom takrat seveda do 91 je normalno deloval, pač s tisto strukturo, ki je takrat bila, a ne, to ni primerljivo z današnjo, a ne, glede na kader in opremljenost, ampak v zdravstvenem domu, ko se je pojavilo, ko se je začela ta 10-dnevna vojna, smo bili pravzaprav zelo nerodni, no, če jaz danes pogledam nazaj. Organizacija je bila taka, ker noben ni vedel, kako se te stvari streže. In prav zanimivo je bilo, recimo, da smo celotno osebje zdravstvenega doma zbrali v zdravstven dom in šli v zaklonišče, v garaže pod novim delom pediatrije. Ne. To je bilo idealno zaklonišče, najboljša tarča za vsakega nasprotnika. Z eno bombico bi onesposobil celoten zdravstveni kader celotne loške občine. In take napake so se delale, pač smo šele pol videli, kako to ni bilo pametno. Ja, napad na vojašnico je bil že prej, preden smo v teh zakloniščih bili. To je bilo tako, veste, jaz sem imel planiran dopust za tisti čas in sem tudi bil na dopustu, ker sem imel 3 mesece starega otroka, drugega, ena punčka je bila stara 2 leti in smo mislili ta junijski čas izkoristiti za počitnice, ker sem nam zdel zelo prijeten. No in mene so takrat poklicali od doma. To je bilo en dan, ne vem, kateri dan v tednu je bil, ura je bila tam malo pred 1, Andrej, pridi, bo napad na vojašnico, moramo to pokriti iz zdravstvene strani. Jaz sem šel od doma, spomnim se, žena Nadja je držala 3-mesečnega otroka, pa punčka, tako zelo neprijeten občutek, ampak seveda sem šel. Tam so nas postavili, ne, z 2 reševalnimi voziloma na Stari Petrol, tam, kjer je zdaj infotočka. In jaz sem tako rekel, pa da bomo na Petrolu nad bencinom postavili te oskrbovalne zdravstvene ekipe. Spet ena bombica in bi šel vse v luft. Ne. No in tako da smo se premaknili k tehniku na parkirišče ob Sori in potem so poklicali, da je ranjen civilist v vojašnici. Jaz sem, sosednja ekipa mi je dala prednost in smo šli mi z reševalnim vozilom proti vojašnici. Peljali smo se mimo avtobusne postaje, to je bila ura 2, ne, kjer so vsi delavci čakali, ogromno jih je čakali na avtobuse. Prišli smo do vojašnice, okrog ograje so v teh nizkih zaklonih ležali teritorialci, seveda noben neč vedel, kaj se dogaja. Mi smo potem našli enega, ki nam je nas usmeril, tako da smo šli po tej poti po hribu Kamnitnika, tudi potem v Bregu nad vojašnico, in smo se peljali dva sva bila šofer in jaz, sva se peljala z reševalnim vozilom točno lepo v vojašnico, zelo lepo na dometu vseh možnih, karkoli bi kdo ustrelil, bi bila idealna tarča. Jaz sem se sicer ulegel na dno reševalnega vozila in sva prišla do tega rezervoarja in tam levo ob rezervoarju je ležal ta fant. Ko sva prišla do njega, sva videla, da ne kaže znakov življenja. Res je bilo tragično in sva ga seveda odpeljala v zdravstveni dom, da so potem naprej te postopki bili. Bilo je res hudo, pač žalostni te svojce smo videli. No, je bilo pa še drugo, da potem so pripeljali tudi tega fanta, tega vojaka, ki je ustrelil. Jaz ne vem, kako se je potem zgodba razvila uradno, ampak on je takrat bil v totalnem šoku, on tega ni želel narediti. On je sprožil iz strahu, nekaj se mu je zabliskalo in je bil v takem stresu, da smo ga komi umirili, potem tudi hospitalizirali. Tako da
je bilo z dveh strani videti človeka, ki govori, ubijo sem človeka, ves objokan in v bistvu noro tam okrog, ne, je bilo dve tragiki je bilo videti, žrtev in tega človeka, ki je to povzročil. Ampak to je bila pač stvar vojne, grdo, tega se ne bi dal preprečiti ali pa bi se dal, ne vem, s kakšnimi drugimi ukrepi, da bi te ljudje vedeli, vojak ni vedel, da je stvar dogovorjena.